Peugeotovi oblikovalci so leteli v vesolje in se vrnili z drznimi oblikami. Novi Peugeoti res dobro izgledajo. Še lastnik prestižnega Nemca mi je za novi 508 SV rekel: "Čuješ, tudi pa sploh ne izgleda slabo." Ja, vsi, mi pri volanu in mojih 15 sosedov smo mnenja, da naj tale drznost kar traja, ker je tole eden najlepših karavanov na cesti. Limuzinskemu 508 pa niso samo nataknili nahrbtnika, ampak so tele krasne zadnje led luči povezali s tem črnim trakom in še lepo utripajo, pogled to. Aha, no tale z opremo GT Line ima še črne dodatke in takole lepo zaključene izpušne cevi, ampak to vas pri karavanu ne zanima najbolj. Tole je bistveno bolj pomembno. 530 litrov lahko spravite tule noter, toliko še sveta nemška trojica nima. Nakladalnega roba praktično ni, samo pazite, da ne poškodujete odbijača. Ja, pa še zadnji nasloni se prevrnejo, tako da lahko pri 1780 litrih prevažate tudi kak pralni stroj, če ni prevelik. Odprtina pa niti ni visoka, je prej nizka. Na straneh 64, na sredini pa 69 cm. S 508 SV boste sebe in svojo družino najbolj udobno peljali na avtocestah. Ovinkov ne mara preveč, je nastavljen na bolj zanesljivo vožnjo, sploh pa je krmiljenje preveč umetno, na volanu se celo čuti zatikanje serva. Nič resnega, samo ni mi všeč, ker vem, da znajo pri konkurenci boljše. Tudi 8-stopenjski samodejni menjalnik je nastavljen za udobje in pri ležerni vožnji neopazno prestavlja. Če želite od njega največ, recimo ko se na hitro odločite za prehitevanje, se pa kdaj tudi malo hecno zmede. Stroj, ki poganja tale lep karavan, je 2-litrski turbodizel, ki da od sebe 130 kW moči, kar je 177 konjev in zelo lepo pospešuje, poraba goriva pa se bo zlahka gibala nad dobrimi 7,5 litri. Če lahko preživečite to plus slabšo preglednost nazaj, ker je steklo res malo, boste tudi 40 jurjev, kolikor vas bo stal prek Peugeot financiranja. Ampak boste pa za ta denar dobili enega najlepših in najbolj drznih karavanov sploh.